Jaz bi se zahvalila za vabilo, zahvalila predhodnim sogovornicam. Posebej bi poudarila gospodarjo Pajk, katero zgodbo spremljam od njenih prvih, kako bi rekla, res boječih obiskov. Skoraj, mislim, da je 8 let rabila, da se je odločila za prvi vsadek. Vsi prihajajo k nam, želijo stike z implantiranci, ne razumejo pa, da mi nismo inštitucija, ki to lahko posredujemo. Se pravi, vi z razne zveze, razna društva lahko delite med seboj informacije, kdo je to, kdo bo pomagal. Mi tega seveda ne smemo, razen tisti, ki nam izjemoma dovolijo. In tukaj bi se zahvalila gospodu Foršner Francu iz Velenja. On je praktično po prvemu fittingu povedal, da želi pomagati vsem pri odločitvi, dovolil, da se njegov kontakt deli in praktično vse, ki so želeli kontakt z že implantiranimi osebami, smo jih napotili k njemu in organiziral je neskončnih predavanj v okviru svojega društva in širše in se mu zahvaljujem ne samo za zaupanje, ampak tudi za ta dodaten trud. Jaz sem kar dobila vprašanje, na katera naj bi odgovorila v svojem predavanju. Čas je pa mogoče tudi eno dobro lastnost, popolnoma danje, nanj se ne da vplivati. Se pravi, ne da se ga raztegniti, tako da če boste prekinili, to je omejena količina, če jo nekdo porabijo, več ni. Se pravi, jutri je ta dan polževega vsadka, začela bi s pikico zgodovine. Se pravi, žal že pokojni primarij dr. Zupančič je opravil prvo implantacijo, zdaj po večjih letih, se pravi skoraj 23-24, imamo praktično, ne vem, zdaj točne številke, nekaj pod 500 implantirancev, nekaj tudi dvostranskih, ampak te številke ta hip niso pomembne. Imamo trojno kirurško ekipo in že učimo novega. In pa seveda naši zvesti logopedini Anita in Mateja, ki delata ne samo logopedsko delo, ampak v bistvu delo, ki ga nekje celo upravljajo inženirji, izjemni sta, obvladata 3 vrste sistemov implantov in jaz se jima res zahvaljujem za ves dodaten trud, ker temu slediti, temu napredku, vsem novim procesorjem ni lahko. Vi veste, da je v svetu več vrst polževih vsadkov, tukaj sem dala samo najbolj popularne, svojega imajo tudi zdaj že Kitajci. Skratka, kjer je najboljši, je neprimerno vprašanje, posebej zato, ker se uporabniki med seboj razlikujejo tako po vrsti, zakaj so oglušeli, so to otroci, skratka, v Ljubljani smo se odločili, da bomo ponudili in uporabljamo 3 vrste implantov, nekateri si lahko prosto izbirajo, v primeru določene vrste patologije, pa seveda mi svetujemo glede na notranji del bolniku najboljšo izbiro. To je, kako bi rekla, pogosta praksa tujih hiš, da ponujajo in omogočajo različne vrste implantov, ki se seveda tudi lahko dopolnjujejo z slušnimi aparati in z podobnimi slušnimi pripomočki, mogoče na drugi strani, če ni popolne gluhote. Skratka, fino je, da človek ve, kaj obstaja, da svetuje in če je mogoče, sem rekla, uporabnik izbere, kar si želi. Prvo vprašanje je bilo, se pravi, sodelovanje slaboslišne osebe z terapevtom pred operativnim posegom. V vsaki vrsti operacije je potrebno obojestransko zaupanje, se pravi, da bolnik zaupa kirurgu in obratno, da kirurg zaupa bolniku, se pravi, da tudi po končani operaciji bo upošteval navodila in se bo potem tudi v tem primeru udeleževal in trudil pomembne rehabilitacije. In tukaj seveda bolnik riskira, ampak riskira tudi kirurg, ker mora na nek način zaupati in prepustiti zadnji del operativnega posega, se pravi rehabilitacijo uporabniku.
Nekaj si jih na to premisli, ker mislim, da je neodgovorno ne samo do cele ekipe, ampak v bistvu tudi do celotne družbe, ker moramo vedeti vse, kar mi dobimo iz državnega zdravstvenega sistema, v to so vložili vsi, ki hodijo v službo. Se pravi, tudi kirurg, preden se odloči za implantacijo, mora biti prepričan, da je ta slaboslišna oseba gotova v svojo odločitev in da bo naprej v življenju peljala pot, ki jo potrebuje. Kako se odločimo za elektrodo, kako se odločimo za vrsto sistema polževega vsadka? Vemo, da ima vsak sistem svojo dolžino, vemo, da imajo različne števila elektrod, se pravi od 12 do 24. Vemo, da imajo različno hitrost stimulacije. Pomembno je, ali ta elektroda s stiletom, se pravi, ali sprva trda, potem mehka kožičko potegnemo ven. Pomembno je, kako se ta elektroda zaključi, morda z zamaškom, če pričakujemo iztekanje perilimfe, in če so anatomske razmere, se pravi brezhibne, lahko prepustimo izbiro uporabniku, sicer pa se glede na vrsto patologije, predvsem v polžku, za izbiro sistema odločimo mi. Tukaj imamo par primerov, se pravi, včasih potrebujemo krajšo elektrodo, kjer morajo biti zelo na gosto stimulirajoči kontakti, včasih potrebujemo zelo mehko, včasih potrebujemo, da so stimulirajoči kontakti na zunanji strani, ker v sredini ni modiolusa z zaznavnimi celicami, zaznavnimi z celicami spiralnega ganglija. Skratka, velikokrat, posebej v Ljubljani, kjer se nekako združujejo predvsem anomalije, moramo zelo dobro razmisliti, katero vrsto sistema bomo izbrali, in to tudi predebatirati z bodočim uporabnikom. Tukaj imamo samo nekaj primerov različnih vrst elektrod. Ali ta elektroda leži bliže sredini ali nalega na zunanjo stran polžka, to so se pravi računalniški izrisi, in izberemo ustrezno elektrodo. Zdaj imamo neke laične strokovnjake za cepljenje, izbirajo cepiva, ravno tako nekateri pač mislijo, da ko preberejo neke brošure, bolj reklame, bom rekla, prisluhnejo morda kakšnim dobaviteljem na kakšnem koncu Slovenije, da potem jim je vse jasno. Še enkrat bom povedala, če kandidat nima anatomskih posebnosti, si lahko izbere, sicer izberemo mi, in pa zelo velikokrat le dosežemo to, da kandidat razume, da nima strokovnega vpogleda v vrsto implanta in da prepusti izbiro implanta nam. Tukaj je primer, ko želimo, da je elektroda zelo blizu spiralnim ganglijem, se pravi zelo blizu je ta kontakt živčnim celicam, ki morajo zaznati in pognati naprej to elektriko, in seveda jasno je, da je prenos zvoka tukaj bistveno boljši, kot če bi elektroda ležala proč od ganglijskih celic. Seveda, če že imajo v družini en sistem, če se odločajo za drugo stran, svetujemo isti sistem, da ni dvojnega učenja, dvojnih pripomočkov. Sodelovanje z logopedom, tisti, ki pozna ljubljanski avdiovestibulološki center, ve, da smo povezani tako z logopedi kot z našimi avdiometristkami, ker naši logopedi, se pravi Anita in Mateja, zdaj nekako rekrutiramo tretjega, je ključen člen med uporabniki in terapevti. Sprva naredijo testiranje, ali je kandidat sploh primeren, potem opravljajo nastavitve, minimalno rehabilitacije, ker veste, da za, ne vem, tistimi uporabniki, ki so prišli k njim iz tujine, skrbita Anita pa Mateja nekje za 470 uporabnikov polževih vsadkov, in jasno je, da ne morete z njima delati rehabilitacije. In ne samo, da prej ocenita kandidata,
že sam implant, preden gre v operacijsko dvorano, izmerita, ali je elektronsko delujoč, se pravi, ko je še sterilen. Kaj delata potem med operacijo? Včasih jih pokličemo že pri samem aktu vstavitve polževega vsadka v notranje uho ali potem, ko opravimo vstavitev elektrode in preverita, naredita 2 meritvi, ali so vsi kontakti delujoči in pa drugo, ali signal pride na pravo mesto, sproži stapedialni refleks ali celo ali sproži odgovor slušnega živca. In te meritve so ključne ne samo med samo operacijo, ampak tudi pri nastavitvi govornega procesorja, predvsem pri majhnih otrocih. Ker ona dve v bistvu preverita, mi damo elektrodico v polžka in oni dve preverita, ali pride slušni signal, seveda elektrika nekje do sem, se preklopi in sproži odgovor slušnega živca in stapedialni refleks. Te meritve shranita za vsakega pacienta posebej in jih potem uporabita pri nastavitvah. V Mariboru mislim, da to dela inženir Brumec, tako kakor jaz vem, lahko je sedaj že drugače. Tukaj vidimo med operacijo, v operacijski opravlja meritve na vsakem kanalu stimulacije aktivne elektrode in pa potem ob nastavitvah uporabljajo te podatke, ko se uporabnik sprva težko odloča, ali je dovolj glasno ali je tiho. Kdaj je slaboslišna oseba ustrezen kandidat? To je tudi zelo raztegljiv pojem. Predvsem je pomembno, da se on odloči na eni točki, da z dosedanjimi slušnimi pripomočki dobi premalo razumevanja govora. Se pravi, najprej zagotovimo optimalno slušno rehabilitacijo z klasičnimi slušnimi aparati in potem z njima, večinoma obojestransko, opravimo slovenski freiburški test razumevanja enozložnic in če je to razumevanje ob maksimalni klasični slušni rehabilitaciji pod 50% razumevanjem, predlagamo rehabilitacijo sluha s polževim vsadkom in pa seveda kandidat mora biti sposoben nekje 3-urne operacije v splošni anesteziji in pa nujna je podpora okolice. Mi smo že imeli gospo v domu starejših občanov, sama živi, kjer so se v domu nekako odločili, da bi bilo fino, če bi slišala. Skratka, gospa ni bila za to, nobene podpore okolice in potem po večkratnih razgovorih smo skupno ugotovili, da morda tisti sluh, ki bi ga imela, ne bo deležen take podpore, da bi prišlo do boljšega razumevanja govora. Kaj še more biti primerno, da lahko vstavimo polžev vsadek, se pravi anatomske danosti, ampak to ne samo polžka, ključno je stanje srednjega ušesa. Če so tam pogosta vnetja, če je zadebeljena sluznica, stanje po kroničnih vnetjih, večkratnih operacijah, to ne omogoča klasične vstavitve polževega vsadka. Lahko razmislimo potem o odstranitvi celega srednjega ušesa s sluhovodom, zaporo z mastjo in potem vstavitvijo polževega vsadka, ali pa žal, predvsem pri kakšnih otrocih, kjer je nemogoče vzpostaviti dihanje skozi nos, imajo traheostomo, ne morejo požirati sline, pač moramo odustati od tovrstne rehabilitacije s polževim vsadkom. In pa mora biti ohranjena ali zagotovljena, se pravi pri starejših ohranjena, pri otrocih zagotovljena, dovolj dobra kognicija, se pravi zavedanje, dovolj dobre višje možganske sposobnosti, zavedanje, razumevanje, ki bo lahko omogočila boljšo kvaliteto življenja z izboljšanim sluhom s polževim vsadkom. Vprašanje je bilo, se pravi težave pri otrocih, ki ali se slabo razvijajo, predhodno razne krvavitve, slabo razviti možgani.
To so najbolj ranljiva skupina slaboslišnih, ker ne moremo predvideti njihovega razvoja. Vemo, da zamujamo časovno okno za razvoj jezika. Predtem so imeli že veliko posegov, operacij, testiranj, večkrat so bili v bolnici, hudo obremenjeni starši in to je težavna odločitev. In še enkrat bom rekla, če ima otrok traheostomo, če ne požira sline, nazogastrično sondo ali če se še hrani mogoče že po cevki v želodec, nemogoče je pričakovati, da bo to srednje uho sposobno obdržati sterilen polžev usadek, kljub temu, da bi seveda sama zaznava zvoka temu otroku lahko izboljšala kvaliteto življenja. In potem nemogoče je tudi predvideti, ali bo ta otrok kdaj lahko razvil govor ali ne. Tako da to so najtežje odločitve, ki jih sprejemamo mogoče več mesecev, da ne rečem včasih tudi leto dni. Vedno se posvetujemo v bistvu z vsemi zdravniki, ki obravnavajo otroka, in potem žal včasih tudi na razočaranje staršev odustanemo od ustavitve polževega usadka. Zavarovalnica v zadnjem času, odkar vodim v Ljubljani program ustavitve polževih usadkov, skratka nas ne omejuje. Poznam malo evropske pogoje, se pravi, tukaj ima Slovenija veliko prednost. Državna zdravstvena zavarovalnica omogoča menjave procesorjev na 5 let, medtem ko v večini držav ga lahko zamenjajo šele, ko strokovna hiša ugotovi, da je predhodni procesor nedelujoč ali da je popravilo dražje. In ne vtikajo se v odločitev enostranska ali obojestranska implantacija. Prav prepuščajo nam tako da, in uporabnikom, tako da mislim, da imamo tukaj odlične pogoje. Hkraten poseg na obeh straneh, se pravi, temu se reče simultana bilateralna implantacija, jaz bom rekla, iz kirurškega vidika noben problem, če je dobra anesteziološka in kirurška ekipa. Je najbolj zamudno v bistvu pokrivanje že vstavljenega implanta, obračanje otroka, ponovno čiščenje, nove operirane strani. Vemo, da mora imeti otrok vsaj 10 kil, se pravi zaradi minimalne izgube krvi, ki pri operaciji vedno nastane. Pride do podaljšanega celjenja, otrok slabše spi, ker ne ve, na katero stran bi dal glavico, ker ga obe bolita, nekaj časa je neješč. In tudi sama rehabilitacija gre sprva morda celo malo počasneje, ker je treba počasneje nastaviti oba stimulusa naenkrat. Drugače pa, kot sem rekla, ni noben problem. Prvo smo naredili 2007, nobenega problema, sploh nismo bili dolgi, tako da če je to želja in če so izpolnjeni anatomski pogoji, ni problem. Kako dolgo delujejo elektrode? Vsak usadek v telo pomeni, da ko ga vstavimo, mu začne teči neka življenjska doba, ne vemo, koliko časa. Mi jih imamo notri elektrode že 23 let, nekaj se jih je že sistemov pokvarilo, smo jih zamenjali. Vemo, da iz sveta, kjer nekako implantirajo od leta 85 dalje, tudi če so še delali, so jih zamenjali z novejšimi notranjimi deli. Občasno pride do kakšne serije proizvajalcev vse smo že imeli, vse proizvajalce, ki so imeli neko serijsko napako, so nam že predvideli, kateri implanti bodo verjetno prej nehali delati, in to je v vsakem usadku tako, in smo jih mogli zaradi tega tudi zamenjati. Največja težava vseh usadkov električnih v človeško telo je vstop vode, se pravi, to so nekaj časa neprodušno zaprti in vendar morajo imeti eno odprtinico, preko katere grejo ven električni impulzi, in isti problem je pri srčnih vzpodbujevalnikih, ki veste, da se jih menja celo nekje 5 do 7 let. Se pravi, pri implantih imamo veliko srečo, ker jih imamo noter že 23 let brez težav. Kaj se zgodi,
če pride do nedelovanja elektrode. Se pravi, postopno upada razumevanje, uporabnik pove, da slabše sliši, nobene bojazni ni, da bi prišlo do nekega tresenja, uhajanja, večje količine energije in seveda kljub raznim žal antireklamnim posnetkom proti polživim vsadkom nobene možnosti poškodbe možganovine ni. Magnetno-resonančno slikanje in polžev vsadek. Vsak vsadek v človeško telo omejuje novejše metode slikanja. Celo 4, 3, 2 mm velika ušesna protezica je tujek, vedno izdamo potrdilo. Hujše pa je seveda z elektromagnetnimi vsadki. Vemo, da s srčnim vzpodbujevalnikom ne smete opraviti nobenega magneta, se kombinira s CT slikanjem. Pri polževih vsadkih gre seveda razvoj tudi naprej. Novejši vsadki imajo manj omejitev. Mi smo zamenjali sigurno 7 do 8 že novih generacij notranjih delov in v bistvu vsak notranji del je nekako bolj prilagojen tudi magnetnemu resonančnemu slikanju. Vsak uporabnik ali ob izstopu iz bolnice ali ob prvem fittingu prejme knjižico z navodili, kjer točno piše, kako je z magnetnim resonančnim slikanjem. Če to uporabnik ne najde, izgubi, mu mi za vsak implant posredujemo nova navodila. Vedeti pa moramo, da vsak vsadek v telo na magnetno-resonančnem slikanju v svoji okolici naredi senco, se pravi, tistega področja se dobro ne vidi na slikanju. Pomembno je tudi, kdo pošilja pacienta na slikanje, ali je to slikanje res utemeljeno in ali se ne bi dalo z mehkotkivnim, recimo CT-jem možganovine s kontrastom, dobiti isti diagnostičen podatek, ki ga želimo izvedeti. Vemo pa tudi, recimo za slikanje okončin obstojajo hiše, ki v magnetno polje dajo samo del telesa, ki ga želijo slikati in ne celega, tako kot pri teh večjih hišah in večjih magnetnih aparatih za slikanje. Se pravi, vedno dobite navodila in lahko razumete, da v 23 letih je že veliko naših uporabnikov polževih vsadkov opravilo magnetno-resonančno slikanje in v centrih, kjer upoštevajo navodila in kjer se tudi sami izobražujejo, kako naj pač opravijo to slikanje, ni nobenih problemov. Skušala sem biti kratka, ker vam krademo večer. Tako da hvala lepa za pozornost.